Ja. Če vas resnično zanima, vam bom povedal, kako je bilo s temle papagajem po imenu Pakaj, ki sedi na mojem rumenem pisalnem stroju, ki je na začetku pisal same dolgočasne zgodbice. Izvedeli boste, zakaj je čuvaj sončnic začel nosljati in kaj je potem naredila rumenilna miš in zakaj je moj pisalni strojček rumen. Samo obljubiti mi morate, da se ne boste dolgočasili. Prav? Najevši ob robu gozda je sedel papagaj. Lenobno se je zival na veji in poslušal radio. Po radiju je bila pravljica, in to približno najbolj dolgočasna pravljica od vseh, ki jih je Pakaj slišal v svojem življenju. Saj bi bil že zdavnaj ugasil radio, vendar se je bal, da bi se potem le zgodilo kaj, kar bi ga utegnilo zanimati. Torej je poslušal, mižal na eno oko in zehal, dokler se ni pravljica končala sama od sebe. Ne, da bi se zgodilo kaj zanimivega. Pakaj se je dolgočasil. Bil je ponedeljek in do kosila je bilo še daleč. Sicer so pa tudi ponedeljkova papagajska kosila dolgočasna. Par muh enodnevnic v poprovi omaki in bananov list v solati. Prav nič takega, česar bi se človek, se pravi papagaj, lahko celo dopoldne veselil. Res? Pakaju je bilo na moč dolgčas. Čemerno se je prestopil na drugo nogo in si otožno zapel pesmico. Najdolgočasnejšo, kar jih je znal. Dolgočasno pesem. Dolg čas, dolg čas, dolg čas. Kaj bi danes naredil? Česa bi se lotil? Čemu bi se posvetil? Kaj bi sploh lahko storil? O čem bi danes govoril? S čim bi se zamotil? Dolg čas, dolg čas, dolg čas. Kdo mi zna povedati, koga bi šel vprašat, komu zdaj presedati, koga hočem gledati, pri kom je posedati, s kom dolg čas prenašat. Dolg čas, dolg čas, dolg čas. Papagaj je odpel, se presedel, zazehal, zavzdihnil, zazehal in se še enkrat presedel. Postal je zaspan, zaprl še drugo oko, se počasi zibal naprej in nazaj in po ritmu godrnjal nekako... Papagaj, 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 papanič, papagaj. Tukaj le imamo nekoga. Izgleda ravno najlepše. Ampak vaš to je, da ne gleda, kar pomeni, da spi. Kar pomeni, da se bo prišla usiti. To je sploh nos. Prej bi rekel, da je povožena smetišnica. Ja, kako sem se potukal, prav mi je, ko se pa ne držim
pri tleh ni žrtev. Ja, pa prav treba je bilo lesti na to trapasto drevo. Potolkal? Upam, da si se popotolkal. Predrznost ti taka. Lesti po tujih nosovih. Čudno. Nikogar ne vidim. Hej, ti tam spopodaj. Kje pa si? Tukaj! Ne moreš me videti. Pa kje? Ja, ne vidi se me, no! Sem neviden. Kako? Kaj takega še nikoli nisem videl. Seveda nisi. Če se ne vidi, potem ne moreš videti in je povsem izključeno, da bi kogarkoli videl. Pa kaj? Pa prava reč. Pa nič. Če se nič ne vidi, te nič ni. Te ni pa te ni. Ha? Moti se. Seveda me je in še kako me je. Ali me mar ne slišiš? Torej, sem. No ja, pa kaj? Moje ime je Nosljaj. Pa kaj? Papagaj? Me veseli? Ne papagaj, ampak pa kaj? Pa presnet nazaj. A nazaj presnet, pa kaj si? No, to je celo zame nekaj novega. Saj, konec konca si pa kar simpatičen ptič, nič ne rečem. Škoda samo, da se me zalotil, preden sem te ujel. Bog vedi, kdaj bi bo uspelo najti novo žrtev, da se ji usedem na nos in bo nosljala kot zastavo. Prejšnji ponedeljek se me je odresla Jolanda, operna pevka. Fant, to je bilo nekaj. Še kariero bi napravil, če ji ne bi potem vrgli iz službe in od takrat naprej tavam sirota naokrog in iščem. Iščeš? Kaj? Je žrtev vendar, no? Nekoga, ki me bo moral prenašati, nosljati skratka. Poznam nekoga, samo precej nevaren je. Pa kaj? Čuvaj sončnic. Obožujem sončnice. Obožujem sončnična semena. Počasi, no, sončnična semena me ne zanimajo. Ima velik nos. Grozno, ogromen. Kje je pa lahko najdem? Če letinih 500 peruti proti vzhodu, takori stric Jakaka, prideš do polja sončnic. Velikimi črnimi sončničnimi semeni. Čuvaj. Nisem videl sina tam. Moj stric Jakaka je bil nekoč tam ob hiša. V hiši pa sta ne čuvaj. Počakati moraš za hip in se prepričati, da je res notri. Preži, pa potem se pa tiho splaziš v sončnice in pa potem... Pa kaj? Ja, dobro, jaz sem Nosljaj, uri. Poslušaj, bi me peljal tja na tole polje, a? Mislim, da je ravno čas, in če nimaš kaj boljšega za kosilo, mogoče ne bo odveč. Danes imam muhe s poprovo polivko. Vsak ponedeljek. Jih imam. Pa sončnice. No, kaj on? Ti na sončnice, jaz pa na nos. Na sončnice. Pa pojdiva. Pa Kaju je bil velik, želja po sončnicah pa žal. Noslaja seveda ni strah, saj je bil neviden. Le kaj mu kdo more, tako se je štupo ramo s kobanom na Pakaju. Na nos ni smel in tudi dvomim, da bi hotel, saj je imel še vedno nekoliko počen glas od tistega
padca na začetku. In sta kaj šla? Odfrčala, da so skoraj vsi ponedeljkovi hrošči popadali z bab. Jaz sem rumeniš, če me srečaš z rumenim porumenevam, z njenjem ne oklevam, zrelim hruškam vse trebuščke, vsem čebelicam, rumenim porumevam, z rumenjenjem ne oklevam. Vse polulane marjetke, vse pokane medvedke, rumenim rumenevam, z rumenjenjem ne oklevam. Puštne imajo rade, sončno barvi monade, rumenim porumen, z rumenjenjem ne oklevam, rumenim porumenevam, z rumenjem ne oklevam. Jaz sem menilna miš, če me srečaš z rumeniš. Pa bom tam, kar pozno sem. Če mi ne bo uspelo porumeniti vseh sončnic, bom pa samo tiste, ki so najbolj Joj, upam, da je v čuvajskem sprejemniku kot vsak ponedeljek. Ne bi rada, da naletim nanj. Saj me navadno še opazine, ampak nikoli ne veš. Poleg tega se tako glasno vsekuje, da me čisto zbega in ne vem več, ali moram porumeniti cvetne ali stebelne listke. Zgaga čuvajska. No ja, vsaj sir ima vedno v shrambi in to dober. Ko opravim, si ga bom pošteno privoščila. Samo še skozi tole žavje. Ja, tistole tam gori. Joj, zelen piščalet ali kaj. Pravzaprav pad. In to naravnost, Ježiš Marija, name! Pa sem ti rekel, da ne misliš kolitaš. Še sreča, da je šla ravno tale miš po nama. Dobar dan, želim, gospa. Drugače bi presneto trdo pristala. Oprostite, da sva padla ravno na vas. Moj kolega je obupen letalec, obupen. Ježiš Marijana, ne samo da pade z jana, ravno z nami nekakšen pokvečen piščanec. Posno govori. Kveči piščan! Tukaj ali mogoče veste, Kje je sončnic? Prosim. Sončnic, seveda vem, kako bi ne vedela. Celo na zemljevidu je narisano. Poglej. Kje? Nič ne vidim, ne vidim. Tule, no. Bolj od blizu poglej. A vidiš? Pa kje, pa kje? Porumenel sem! Rumen sem od nog do glave! Kot se za piščanca spodobi. Piščanca! Jaz sem papagaj! Zelen papagaj! hočeš reči, da si bil zelen. Zdaj si rumen kot sončice in res ne vem, kaj se tako razburjaš, ker se mene tiče, ne izgledaš nič slabše kot prej. Kar se tebe tiče, se ne spoznaš na ptiče. Zelen papagaj ne sme biti, rumen papagaj pa pika. Kje to piše, me zanima? Če je zelen papagaj rumen, ga nič na svetu ne more prisiliti, da ne bi bil rumen, če se mu tole zahoče. Se pravi, če se meni zahoče. Ampak resnično izgledaš dosti lepša kot prej. Že kar spodobno, bi rekla. Če se le ne bi pogovarjal sam s sabo, bi bil celo za med ljudi. Kje so torej ljudje?
Tisti čuvaj sončnic, na primer. Pa povej. In nikakršnih barvnih trikov več. Ti pa nehaj govoriti dvoglasno, sicer bom dobila morsko bolezen. Ne govorim dvoglasno. Ne govorim dvoglasno. Sta dva ali sta eden? Koliko te je? Ponorela bo. In potem bo to pozabila, kje so sončnice. Pomiri se. Samo eden sem. Ja, tudi jaz sem samo eden. Samo da me ne moreš videti, ker sem glas. No, nosljaj po imenu. In tole je papagaj. Po imenu Pagaj. Pakaj. Tako. Tako ja. Problem rešen. Gremo dalje. Lahko gresta z mano. Danes je dan za rumenjenje sončnic. In če se bomo še dolgo obirali, bomo imeli opraviti s čuvajem. In potem adijo barvanje. Kje pa je? V tej uri vedno posluša pravljico in se ne gane izkoče, dokler ni konec. Zato imamo približno 1 uro časa. Potem se nam ni treba ničesar bati. Potem so vse sončnice moje. Juhuhuhu. Tako se bom napopokal, da še leteti ne bom mogel. Tega že zdaj ne moreš. Zdaj pa prš, da se dokopljem do svojega človeka. Že vidim, da se mu pisa na kožo, na nos. Kar za mano, ni daleč. No, pohitita no. Sončnice. Boje sončnic. Tista tamle bo pa čuvajeva koča. Nekam blede so že, a se vama ne zdi? Brž jih porumenim, da bodo rumenejše sončnice. Ja, skar letitijo. Počakaj, trap. Prepričati se moramo, če je notri. Psst. Jaz grem po tej strani. Ti, se pravi vidva, pa po drugi. Poglejta skozi vsa okna, če ga kje vidita. Tu ni nikogar. Prazno. Tukaj tudi ne. Tamle je. Ja, tako je. Radio posluša. Verjetno je na sporedu pravljica o nabiralcih sončnic, da se tako kremži. Samo, da je notri. Joj, le kje sta ona dva? Pomoč. Psst, daj na mir. Na tej strani ga ni. V kuhinji je prilepljen ob radijski aparat. Do poldneva smo dobri. Krasno. Ti nasljaj, ali znaš žvižgati? No, Potem pa ostani tule na straži in zažvižgaj, če pride čuvaj. Zdaj pa na rumenjenje. Joj, komaj čakam. Bye. Baj.
je šlo kar lepo in vsi so bili zadovoljni. Miš je rumenila, da je bilo veselje. No, škoda, da niste bili tam, ker bi bila to ena najnenavadnejših stvari, kar ste jih kdaj videli. Morda pa je dobro, da vas ni bilo zraven, ker ni prav posebno pazila, kaj in koga rumeni. Tako je v 1/4 porumenila 432 sončnic, od tega 39 stebli in listjem vred, 4 vrane in 15 vrabcev, ki se niso utegnili pravočasno umakniti, eno ptičje stražilo in enega papagaja. K sreči je bil ta rumen že odprej, tako da se ni dosti poznalo. Pakaj je v 1/4 pojedel, pogoltnil in pozobal 1154 sončničnih semen, od tega več kot pol kar z luščino vred. Nosljaj, da si boste predstavljali, kako je vse skupaj potekalo, je v 1/4 ravno lepo zadremal. Spravil se je na nadstrešek, še sam ne vem, kako je splezal tja gor, ker se ga ne vidi. Kamor se je upiralo jutranje sonce in vzgled je bil dober. Ko pride čuvaj, ven ga bom takoj opazil in takoj, ko ga bom opazil, mu cepnem naravnost na nos. Je premišljeval Nosljaj. Vendar ni premišljeval dolgo, ker je bilo na strešnikih prijetno toplo, dopoldneva pa daleč. Kmalu je zadremal in nosljajoče zahrčal. Sanjalo se mu je o čem drugem kot o nosovih, velikih in majhnih, orlovskih in papagajskih, vampirjastih in umarastih, ošpik in lopatastih, prifrknjenih in zafrknjenih, pegavih in smrkavih in tudi o takih povsem navadnih. Kaj se je še zgodilo v 1/4? V te iste 1/4 je čuvaj poslušal začetek radijske pravljice. Zazehal, poslušal naprej, še enkrat zazehal, poslušal. Takoj zatem, ko je zazehal v 3., pa je skočil po konci, zarobantil Prmej duš, kakšen dolg cajt. in ugasnil radio. Nato je stopil k oknu, z ljubečim pogledom ošinil svoje sončnice in skorajda še enkrat zazehal. Skorajda, pravim. Nekaj mu ni bilo preveč všeč. Ti miš, saj ti ni treba vsega porumeniti. Semena pusti, vendar črna, kot se spodobi. Misliš, da bom jedel tole rumeno nesrečo? Še prebavne motne si bom nakopal. A slišiš, kaj ti pravim? Če se že zabavaš s takimi paparijami, vsaj mene pusti premiru. Pakaj. Ne slišim, veš? Lahko ponoviš? Spet nazaj! Zdaj imam pa še tačke rumene. Moje rožnate tačke rumene. Vse do podpletov. Zdaj ti pa pokažem. Tako torej, podgana in piščanec, v mojih sončnicah, mojih! Niti za trenutek jih ne smem pustiti sam. Nesnagi gnusni, mojih lepih sončnic se vam je zahotilo. Kaj naj storim? No, zverinici, le otipajta se. Bom že poskrbel, da si boste zapomnili, kdaj sta pri meni sončnice zobali. Pusti me!
le cvili nesnaga podganja v mojih sončnicah. Ti že pokažem. In temule tudi. No, sem le vaju zaprem, dokler se ne domislim, kako se vaju najbolj zanesljivo znebim. Da mi ne bosta več plazila v sončnice, v moje lepe, krasne sončnice. Poglejmo, tole podgano bomo utopili, o tem ni dvoma. Nisem podgana, ampak miš. In zahtevam, da me nemudoma izpustiš. Poslušajte jo, no, podgano. Nemudoma. Tega ne bom več trpela. Pa pazi malo, kako govoriš z njim. Če pobesni, bo hotel utopiti še mene. Tebe ne bom utopil, škoda bi te bilo, ker izgledaš še kar obetavno. Saj, pa kaj? Še malo te spitam, pa boš imenitna pečenka. Takole, vratca so trdno zapahnjena, stene so močne. Malo je res, ampak še vedno kar prav pride. Kar razburljiv dan. Kaj bi človek poslušal radijski dolg čas, če se mu znajo na lastnem dvorišču pripetiti tako nezaslišane stvari. Tolsta podgana in kruljast piščanec, kaj takega ne srečaš vsak dan. Sploh pa ne na mojem polju, v mojih sončnicah, mojih! Tule pred vrati vaju pustim, notri mi že ne bosta smradila. Žlocu mi kruli. Kaj bo danes dobrega? Perutnina. Zaprta sva, čisto popolnoma zaprta sva. Ničesar ne moremo storiti, konec je z nama. Konec. Ne, nočem končati. Nočem, da je konec z meno. Nočem. Piščanec histerični, kot da ni že brez tvojega dretja dovolj hudo. Zapri klub, slišiš? Ne, na pomoč. Mamica moja, kje si zdaj? Mamica moja, obljubim, da ne bom več nagajal, samo rešite me, pa kaj, Nesreča, ta naječa, zapahi, miš, sem šteča, se sploh da reči ta. Težka situacija. Letko čudni, ostudni, me je pahnil mož odljubni. Se sploh da reči ta. Težka situacija. Bi zdaj vsaj papagaj mi olajšal položaj. Se sploh da rešit to. Težka situacija. Res da tu je, dihuje, kakor jaz in pa še huje, se
kot vedno, to pokletno rešim sama, eno bedno se sploh da rešit da. Težka situacija. Ubonga reva, zopreveva, nemizernost tega dneva se sploh da rešit da. Težka situacija. Hej, miš, pagaj. Kdo je? Jaz sem, nosljaj. V lepi kugli ste se znašla. Veš, kaj ti nosljalo zmeden, ali se nismo zmenili, da boš stražil? Ja to že, kako pa naj stražim v spanju? Tega absolutno ne morem, se ne da. Daj vtihni že in odpri tale zapah. Strašna zadeva. Čakaj, da poskusim. Ne gre, je pretežko je. Prezapahnjeno. Ne bo šlo. Še posebej zato, ker sem samo glas. Da je to precej šibak glas, veš no? Kako naj odpiram zapahnjeno? Saj, samo jezikati in nosljati zmoraš, drugega pa ne. Ej, kje si zdaj? Si še tu? Pomagaj! Nekaj moramo izmisliti, kako drgala mi nobena pametna ideja ne bo šinila v glavo. Ja, če bi le kaj pomagalo. Ti tiho bova kot miši, kot miši. Pusti ga raje, premišlja. Spi, ne pa premišlja. Hej, zaspa, ne, se boš česa domislil, preden umorijo tvoja najboljša prijatelja, ali boš raje malce zadremal. Još imam. Ko se ga bom lotil, nič drugače. Tu počakajte. No, kot da bi lahko kam Držite pesti, da mi uspe. Če bo šlo vse po sreči, bom nazadnje le usvojil svojo žrtev. In tako končno pridem do svojega nosu, moram reči, da ni odmuhtanega groblja. Adijo, srčka. Hej, kam greš? Nosljaj! Ne zapuščaj naju, ne zapuščaj naju. Bo stara 20 let. Ne, mojih sončnic ne bo nihče rabutal, niti kradel, niti jemal, niti si jih sposojal. Tako, samo moje so. Tudi ne dovolim, da bi jih kdo tipal ali ogledoval. Nič. To so moje sončnice in konec. Bolj bom moral paziti na nje. Nič več popoldanskega dremanja, nič več branja na stranišču, nič več poslušanja teh dolgočasnih radijskih iger. Pozor. Posebno obvestilo. Nič več. Posebno obvestilo. Kaj? Mislil sem, da sem izključil radio. Daje so nam pravkar sporočili, da sta danes jutraj izgila županova miš in najljubši papagaj njegove žene. Ker sta živalici zelo kratki in navezani na dom, in torej niste mogli Kaj? Kakšna neslanost je pa zdaj to?
tole gre pa za res. Neposredni bližini sončničnega polja. Zato bo iskanje potekalo na tem področju. Županova žena je izjemno razburjena. Znebiti se jo moram. Ko pridejo, mi preiščejo kočo in jo najdejo. Saj mi ne bodo verjeli, da jo nisem ugrabil. Le kaj naj storim z njima? Nesreča. Izpustil, bedak. Kaj? Saj ti pravim, da je edina možnost, da izpustiš. Potem morda ne bodo ugotovili, da si bil ti. Kako? Jaz ne kriv. Kdo? Pridi bliže, da ti razložim. Potem. Nos asti. Kaj se je zgodilo? Kot bi me nekaj treščilo po nosu. Ja, kako pa govorim? Saj vendar nosljam. Ampak ni časa. Moram spustiti podgano in piščanca. Brž, zginita. Ven, zginita hitro. Zginita. Ja. Tistega dne sem od jutra do večera sedel za pisalnim strojem in še ničesar nisem napisal. 27 dni je že minilo, odkar sem zadnjič napisal pravljico, ki je bila res lepa. Od takrat dalje mi je šlo čedalje slabše. Kakorkoli sem začel, pravljica je vsakič postajala bolj dolgočasna, da sem moral nazadnje sam zehati na ves glas. Potem pride Kraljevič. Potem pride kralj in reče: daj malo zadremam. Tako dolg čas. Tule je odprto okno, zleziva noter pa prenočiva. Joj, upam, da ne naletiva spet na kakšnega manijaka s kletko. Eden na dan kar da došča. Če imajo v shrambi kaj sirčka, pa toliko bolje. Pridi, no, kaj se opiraš? Ne bi raje ostala zunaj. Kar izvoli, če ti je pri srcu mačja družba. Jaz imam raje ljudi. Če te ujamejo, lahko še vedno pobegneš. Skoraj sem že na polici. Ježišna, kakšna tema. Najbolje, da se spraviva spat. Tole naslonjalo bo kar primerno. Kar gor se spravim. Kaj? Totovi, ropari, žepari, vlomilci, na pomoč, luč! Miši. Pravzaprav samo ena. Miška. Kako sem se ustrašil. Mi res ne boš ničesar napravil. Ja, Miška, pridi sem, no. Kaj se bojiš? Na, pridi. Vam boš malo sirčka. Hvala, res sem že se stradana. Me veseli, da niso vsi ljudje miše mrzniki. Dobro je. Ja, naj ti predstavim svoje prijatelja, papagaj. Me veseli. Jaz sem pisatelj. Papagaj. Tako mu je ime. Saj ni nevljuden, samo nekoliko trapast, veš. Ti si trapasta. Lahko še jaz malo sirčka. Ja, izvoli. To je pa zanimiv nočni obisk, nekaj. Sta opazila,
da sploh več ne zeham. Kako? Ah, zadnje čase samo zeham. V kopalni kadi si sploh več ne prepevam. In vse begonije na balkonu so ovenele od dolgočasja. In zlati ribici pa se še zehati več ne ljubi. In pišem neznansko dolgočasne zgodbice. A zato so tako dolgočasne pravljice po radiju. Zato še čuvaj ni poslušal do konca in naj jo je ujel. In tole je tvoj pisalni stroj? Kako je dolgočasen. To je čisto siv, hodimo na! Ja, siv. Teta sivka mi ga je podarila za god. Česa tako obupno sivega še nisem videla v svojem rumenem življenju. Resnično! Hej, miš, veš kaj? Ali misliš isto kot jaz? Ali veš, kaj lahko narediš? Misliš tole? Pozor, pripravljeni? Zdaj. Joj, kako se blešči. Čudovito. Moj pisalni stroj je rumene barve. Zdaj imam rumen pisalni stroj. Ni slabo, ni slabo. Bleščeče rumeno od vrha do tam. In vsaka tipka posebej. Je čudovito. Le zvonček je počen, pa nič ne de. Bom pa jaz cigljal. Cin, cin, cin. Papagaj. Lepo, ne? Jaz sem rumenilna miš, če me srečaš z rumeniš, rumenim pa rumenivam, z rumenjenjem ne oklevam. Bil je strojček postal siv, zdaj postal je rado živ. Rumenim pa rumenivam, z rumenjenjem ne oklevam. S pravo barvo, s pravo mero, ženeš vsako milo jero. Rumenim pa rumenivam, z rumenjenjem ne oklevam. Hvala vam, prijateljčka. Takoj ga moram preizkusiti. Imam občutek, da bom zdaj lahko pisal najlepše pravljice na svetu. Aha. Začel bom takole. Na. In potem bo zanimiva štorija. Tako. Ja. Super. Še enkrat hvala, srčka. V hladilniku je še sir, če bosta. Mi lahko malo oprostita, samo da tole napišem. Takole. Takole. Ja. Od takrat naprej živi papagaj pri meni. Vozi se na valju rumenega pisalnega stroja in na koncu vsake vrstice veselo pociglja. Rumenilna miš hodi po svojih rumenih poteh in naj jo od časa do časa obišče. Takrat dobi zajeten kos ementalca in poseben podstavek, na katerem lahko sedi, sicer porumeni vse pohištvo. Pripoveduje nama, kaj vse je porumenila. In čeprav včasih malo pretirava, se delava, da ji vse verjameva. Zadnjič je bila pri čuvaju sončnic, ki še vedno noslja. Sončnic pa ne čuva več tako vneto. Slabe izkušnje so ga izučile.
Miš je uspela porumeniti vse sončnice, preden je prišel na dvorišče, ji požugal in zaklical: Brž, zginita! Pa še to zelo prijazno. Pakaju je uspela prinesti polno pest sončničnih semen, ki so jih danes zjutraj posadila v lončke namesto begonij. Pravljice, ki jih pišem, so vsak dan lepše in zanimivejše. Kako tudi ne bi bile, ko prihajajo iz tako čudovitega pisalnega strojčka s papagajem namesto zvončka. Njegova edina napaka je, da včasih kakšen list pokaka. Tega ti pa ni bilo treba povedati. Ti pacek ti! Ja, ti si pacek. Daj no, ne jezi se no. Zdaj so pa vsi slišali. Če boš take čvečekal, ti ne bom več cicingljal, da veš?